Hej punce, živo spet na mojem kanalu. Danes nas ponovno čaka test mal nenavadnega, inovativnega produkta Blush Paper oziroma rdečilo za lička v obliki papirja. Zadnje čase, če ste opazili, zelo rada testiram tako mal nenavadne, inovativne produkte, ampak so super dobro sprejeti ti videi, tako da dokler boste ve gledali, mislim s tem nadaljevati. Na tej točki tudi ful hvala za vse lepe besede, za vse komentarje, za všečke, ful mi to pomeni, tako da res hvala, ker me preprosto spremljaš. Evo, danes pa torej test tegale izdelka. Zdaj, ko sem zagledala to na policih, se mi je zdelo tako na prvi pogled, na prvi vtis, tako zanimiva zadeva. Zakaj? Ker jaz ponavadi sem v svoji toaletni torbici čisto vedno imela s sabo tudi blush pad za lička in sem pa tja malo popravila, odvisno od make-upa. Ampak danes blusha ne vzimam več s sabo, preprosto iz razloga, ker se mi je čisto vsak blush v torbici razbil in potem sem prvič imela stroške s tem, ker sem pač ga vrgla v smeti, ker je bil dejansko neuporaben, in drugič to je bilo ful dela s čiščenjem potem toaletne torbice, ker je bilo to posod in danes se pač temu izognem tako, da preprosto blusha ne vzemam več s sabo. Ampak to se bo mogoče spremenilo po koncu tegale tutoriala, ko bomo videli, a je ta zadeva uporabna. Nisem je še sploh odpirala, tako da dejansko ne vem, kakšna je oblika papirja, kakšna je tekstura, kakšna je pigmentiranost, a se ful prši ali je pač ok. Vse to bom danes testirala skupaj s tabo in ugotovila, a bom od zdaj naprej blush imela s sabo v svoji toaletni torbici ali v tistem predalu, kjer shranjujem take malo brezvezne produkte. Tako da, evo, če bi tudi ti rada videla, je vreden tvojega nakupa in denarja, potem glej naprej. Evina, lepotilnica. Pa dajmo, evo ga bom odprla. Tole. Evo, takale zelo v bistvu majhna oblika. Tale moj je v številki 10, You Make Me Blush. Odprem in zdaj bom prvič videla, kako to izgleda. Aha, v bistvu taki zelo majhni papiri. Noter jih je 30, cena tega je okrog 3 evre, kar se mi zdi, za 3 evre bi dobil tudi dost cool blush in res zelo več uporab kakor 30, tako da tukaj muglih ne kaže najboljš, ampak če bo cool, bo meni to odtehtal, ker, kakor sem rekla, so se mi vsi blushi zdaj razbili. Aha, tole je začetna, tale najprej začeten papirček in tukaj je prvi blush. Zdaj, tale barva je tako zelo svetla, nežna, je pa precej bleščic, tako da je v bistvu na pol že kot nek highlighter. Zdaj blushe, kakor veš, imamo ali čist brez bleščic ali dosti bleščic. Tukaj jih je zelo veliko, tako da jaz bi temu skoraj da rekla highlighter. Zdaj pa dajmo tole zadevo odtrgati. Aha, odtrga se zelo lepo, ni v bistvu nobenih komplikacij. Imam tegale v bistvu blusha zdaj zelo veliko tudi na rokah, kar mi ni preveč všeč. In zdaj bom jaz to verjetno dala kar takole. Gremo najprej brez ščopiča, pa potem mogoče na drugi strani s ščopičem, pa da vidimo, a je kakšna razlika. Tako da jaz se bom nasmejala, da te jamice skočijo ven, ker pač sem nanašala s highlighter oziroma blush. V bistvu pigmentiran je kar dost, s tem tukaj ne moram kaj reči. Mogoče me malenkost zmoti barva, ker je presvetla. Jaz imam rada mogoče malo bolj na piči, malo bolj tako breskovo barvo. Ta je pa v bistvu taka zelo svetla in tudi zmoti me, da se preveč svet in v bistvu je tak videz, da bi imela liček malo tak mokor, ta Illuminace občutek je. Dajmo mogoče vzeti čopič in na to stran lička nanesemo s čopičem. V bistvu se na čopič pa tale zadeva ne prijema. Oziroma zelo, zelo malo. Ja, definitivno je mišljen, da se nanese direkt iz papirja na torej lička.
Problem vidim tudi v tem, s čopičem imaš ti zelo lahko kontrolo, kje boš nanesel, da ne boš šel pač preveč, da ne boš predebelo nanesel ta papir. Tukaj pa, ker je pač take listnate oblike, nanašaš, ampak sem nanesla zdaj recimo tukaj, že skoraj si na podočnjak in vse do tukaj, kar je definitivno prevelika nekako površina, kjer je mišljen, da se drugače nanese rdečilo. Ocena, ne? Prste imam zdaj zelo od tega, to sem že omenila. Zdaj gremo izpostaviti dobre stvari, pa gremo izpostaviti slabe stvari. Barva me malo zmoti, čeprav ok, pač tukaj mogoče kakšni izmed vas bi ustrezali, kaj je mogoče malo bolj svetla. Več je nekako slabih stvari, kakor dobrih. Potem s čopičem si dejansko ne moreš kaj dosti pomagati. Bolj mi vleče na highlighter, potem tudi cena 3 evra za 30 nanosov, za nek klasičen blush dobiš veliko več. Tako da mi tale izdelek ni všeč. Moram reči, da je čisto v smeti, da je čisto neuporaben, ker definitivno nekaj fake da, pa tudi tako se ne prši, kar je plus, tako da za torbico bi šlo. Tudi tole se lahko zelo tako varno zapre in dejansko nimam več strahu, da bo moja torbica cela potem od tega, tako da evo, to mi je všeč. Ampak mislim, da bom zelo težko zamenjala klasične blushe za tole, oziroma v torbici ne vem, če bi se znašel bolj ne kot ja, tako da ja, jaz dam 5, je bilo pa za sprobati, no, se vedno rada testiram takole kakšne inovativne produkte. Na tej točki bom jaz zaključila, mislim, da sem povedala vse, kot vedno te povabim, da se naročiš na moj kanal, stisneš tukaj v rdečem kvadratku subscribe oziroma naroči se in ne pozabiti stisniti tudi zvončka, da te dejansko obvesti, ko jaz objavim nov video. Lahko mi slediš tudi na obeh družbenih omrežjih, uporabljam Facebook in Instagram, pod obeh me najdeš, oziroma v obeh me najdeš pod imenom Evina Lepotilnica. Uživite in do naslednjega videa. Čau, čau!